skupaj. Zdaj, naše skupno delo gre predvsem v dve smeri. Eno je, da bomo dali neke konkretne zakonske pobude, drugo stvar so pa te nujne seje. Zdaj, v teh nujnih sejah je govoril že kolega Prevc, 3 bojo sklicane, ena nujna seja odbora za kmetijstvo na temo upravljanja slovenskih državnih gozdov bo v sredo. Sklicali bomo še 2, odbor za zdravstvo v zvezi s stanjem v zdravstvu in pa nujno sejo odbora za gospodarstvo v zvezi s privabljanjem tujih investicij. In pa, kot je že kolega Prevc rekel, sklicali bomo tudi poskušali sklicati tudi izredno sejo državnega zbora na temo nacionalnega razvojnega programa in pa črpanja evropskih sredstev. Tukaj moramo omeniti, da potrebujemo še podpise drugih parlamentarnih strank in da je za vložitev te izredne seje potrebno 23 podpisov, ki jih mi nimamo. Pripričani pa smo, da so to tako pomembne teme, da mislimo, da ne bo večjih problemov, da bi te podpise za to sejo tudi dobili. To so predvsem ta sklop, s katerim želimo opozarjati na probleme, ki se nahajajo v slovenski družbi. Drugi sklop je pa ta, da bomo z zakonskimi predlogi podajali rešitve, kako določene probleme rešiti. Danes smo tudi sprejeli sklep in se dogovorili, da bomo vložili zakon, ki je že pripravljen o pavšalni obdavčitvi manjših in pa srednje velikih podjetij. Vi veste, da je meja za pavšalno obdavčitev 50.000 evrov prometa. Mi bomo to mejo postavili na 100.000 evrov. 70 oziroma 80% vseh prihodkov bo priznani stroški. Torej, če povem zelo natančno ali pa zelo detaljno, nek podjetnik, ki bo zaslužil 1 evro manj kot 100.000 evrov, bo imel davčne osnove 20.000 evrov, od tega bo 20% obdavčenih, torej bo za skoraj 100.000 evrov prometa plačal 4.000 evrov davka. To mislim, da je tista smer, ki v Slovenija potrebuje, da na nek način zadeve poenostavljamo in da razbremenujemo malo gospodarstvo, ki je hrbtenica slovenskega gospodarstva. Torej, to so konkretni zaključki današnje skupne seje obeh dveh poslanskih skupin, ta zakonski predlog, ki sem ga omenil, in vse ostale seje, ki so bile že prej omenjene. Hvala lepa. Kot je gospod Tonin rekel, to so bili zaključki in sklepi današnje skupne seje obeh poslanskih skupin. Zdaj ste na vrsti vi za